mi v bistvu živimo v taki dobi, kjer je telo izjemno premenjeno s toksini, hkrati pa živimo tak tempo, kjer se telo sploh ne more razstrupljati. Največji problem so recimo magnezij, ampak tudi tukaj pri magneziju ogromno zavajanja. Omega-3 prav tako, ampak omega-3, tukaj je treba res paziti, omega-3 so lahko izjemno umazan dodatek, glede na njegovo pridobivanje. Tukaj je zelo pomembno, da dobimo ekološko čisto obliko. Zagotovo, sicer se v bistvu polnimo s težkimi kovinami. Velikokrat ljudem rečem, da vi lahko vzamete vse prehranske dodatke, ampak če ne boste začeli dihati ali pa si šli v to smer, da si uredite odnose ali pa greste iz nekega toksičnega okolja, je vsak prehranski dodatek je mogoče neka podpora, ampak je mašilo. Danes je z mano zdravnica, dr. Simona Korenčan iz Vibrium Centra funkcionalne medicine. Dobro jutro, Simona. Dobro jutro, Ana. Evo, takole zgodaj zjutraj je edina varianta, da tebe dobimo za 1 uro. Si zelo zasedena. Moram priznati, da res trenutno sem zelo zasedena, ampak tudi sicer meni ta jutranja ura najbolj nekako odgovarja. Tako da sem vesela, da sva danes tukaj. Super, verjamem, da boš kaj koristnega nam povedala. Zdaj, mogoče, če kar začneva s to tvojo kombinacijo, ti si torej po izobrazbi zdravnica, ampak potem si se odločila, da ne boš ostala v klasični medicini, ampak si šla v svoj zasebni center, kjer kombiniraš klasično medicino s komplementarno. Zakaj ta odločitev? Zdaj, sama tega v bistvu nikoli nisem pričakovala. Če bi vprašal moje sošolce oziroma tiste, ki so mi bili najbližji, so mi rekli, da jim je bilo nekako že jasno, da bom kaj takega zatavala. Začelo se pa je, ker moja hčerka imela atopijski dermatitis, in nekako svojega otroka ne bi pa v nedogled mazal s kortikosteroidi. Tako da smo pol začeli odkrivati druge metode, in bioresonanco in homeopatijo, pa mi res nič od tega prej ni bilo blizu. Potem sama sem tudi hodila na medicinsko hipnozo, pa v bistvu me je to povezovanje obeh svetov vedno zanimalo, privlačilo. Vidim pa, da to zelo, mislim, da ni tako popularno, da je lažje, če nisi doktor medicine, pa delaš alternativo kakor zdravnik. Tako se mi zdi, da Slovencem to mogoče ni tako blizu. V bistvu pa je zelo zanimivo to, da vstopamo v dobo, kjer se marsikaj, kar se prej smatra za alternativno, se zdaj tudi študijami podpira. Kdaj, ko ljudje pridejo skeptični do mene, oziroma mogoče kakšna stvar, ki bi jim predlagala, lahko odprem PubMed, tam, kjer so študije zbrane, pa jim črno na belo pokažem, da to so stvari, ki so opisane, ki so dokazane. To združevanje obeh praks se mi zdi definitivno najbolj učinkovito, pa mogoče si na nek način neka črna ovca v tem pol sistemu. Zakaj bi šel iz nečesa, kar je bolj varno, bolj ugledno, zelo jasno začrtana pot v nekaj, kar je mogoče bolj neotipljivo oziroma več raziskovanja potrebnega. Rekla si, da se ti zdi, da smo Slovenci boljše konzervativni, kar se tega tiče. Čeprav, kar se tiče ljudi, se mi zdi, da smo pa zelo odprti, da sploh, ko smo v težavah, da iščemo na različnih področjih. A je to pa bolj stroka, taka je v Sloveniji? Mogoče stroka. Mislim, da če bi se vsak držal svoje meje oziroma svojega znanja in ne bi za vsako ceno zagovarjal recimo alternative, bi mogoče že iz tega vidika nas tudi klasična medicina majčkeno drugače gledala. Po eni strani to, po drugi strani bi rekla zagotovo, da smo precej odprti, ampak sistem ni odprt. Recimo, če greš v Avstrijo na Dunaj po magneziju v lekarno, vidiš pred sabo, v bistvu na prvi polici imaš tudi recimo homeopatijo, par Schisslerjeve soli. Oziroma sploh ni nič takega, da imaš pediatra, ki te podpre potem tudi recimo z homeopatijo. Bi rekla, da sam sistem je rigiden, da marsikaj, kar v tujini je vzpostavljanje za nas velika noviteta, novelty treatment, mi temu rečemo, ali pa novelty supplements. Ljudje pa so izjemno odprti ali pa mogoče take privlačam nase. To. Se pravi, kje bolj vidiš neko praznino v klasični medicini? Je to pomanjkanje celostnega pristopa, pomanjkanje časa, zdaj omenila si tudi, se pravi, mogoče neko pomanjkanje zaupanja v nekaj, kar ni strogo
uradna medicina? Glede na to, da sem delala v sistemu, jaz res mislim, da je večinoma to pomanjkanje časa. Zato, ker časa zmanjka. Če imaš ti 5 do 7 minut na osebo, ki mogoče se ti gli začne odpirati, oziroma kaj več bi lahko povedal, pač je časa konec. To, ne vem, če je to pomanjkanje interesa, ker če nekdo dela v recimo terciarnem sektorju, se pravi UKC, njihova naloga zagotovo ni alternativen pristop, oni rešujejo pač težje zaplete, oziroma ko je bolezen že razvita. In jaz bi res rekla, da ta del strukture absolutno štima. Primarna raven, kar v bistvu bi rekla, da jaz v bistvu skoraj delam neko primarno raven, sem na majčkeno drugačen način. To mi pa je zagotovo pomanjkanje časa. Pa mogoče je tudi kakšen zdravnik, ga zanima te stvari, ampak enostavno ni časa potem za neko raziskovanje. Ne? Katera izobraževanja si potem še dodala k upravljeni medicinski fakulteti? Začela sem z medicinsko hipnozo pri profesor Painterju. Potem je pa zelo povlekla ta medicinska hipnoza, oziroma sem imela veliko interesa za to. In sem delala še od IMDH, se pravi, to je pa tuje šolanje, ki je akreditirano na Nizozemskem, Novi Zelandiji, Kanadi in tako naprej. Ta gre bistveno bolj pogledati za nazaj v naš inner child, se pravi v našega otroka in od kje potem določene težave izvirajo. Recimo na zelo banalnem primeru lahko povem, zadnjič sem imela eno gospo, ki so zelo tako dobro situirani, premožni, ampak ona ima krivdo pripeto na čisto vse, kar recimo lepega dobi ali pa če ji mož ugodi. In v bistvu zelo zanimivo, koliko pogosto se ljudje potem spomnijo prvega trenutka, temu se reče initial sensitizing event, pa imaš pa še 2 system producing events, pravi še 2-krat se ti podobna stvar zgodi. Pri njej je bil ta initial sensitizing event, ko so ji pač starši pač v nekem dogodku rekli, da v bistvu oni delajo za njo. Oni so utrujeni in oni garajo za njo, zato da bo ona to imela. Pa se ti pa še 2 taka dogodka zgodita in ti to ponotraniš. Potem sem naredila bioresonančno izobraževanje, ki ga še zdaj nadgrajujem. V bistvu vsakič, ko grem v München je zelo dober naturopat, vidiš, koliko lahko še dodaš svojemu znanju. In velikokrat imaš te trenutke, ki v bistvu se ti pol tudi povezujejo s čisto klasično medicino. Tukaj sem zelo veliko znanja dobila prek Karin Rižnar. Potem zdaj zaključujem zadnji del šolanja za homeopatijo. In pa predvsem pač funkcionalna medicina. To je pa šolanje integrativne medicine, kjer sem potem dodala še znanje iz hormon mastery, v bistvu znanje o hormonih, in to skupaj mi daje kar neko širino, ampak vidim, mislim, da konstantno je treba dodajati. Ta del izobraževanja je zelo pomemben, ker pač rataš boljši, lažje povezuješ vse med sabo. Bi pa rekla, da se zadnje čase zelo vklapla pri meni tudi intuicija, včasih še preden se nekdo usede, se mi zdi, da vem, kam pa staco moli. Tako da se veselim pol tudi prihajajočih let, ko ljudje pravijo, da več, ko delaš, bolj ti jasno še preden nekdo pove do konca. Ja, sicer ni nikoli verjetno za tega, da boš na eni točki rekel, zdaj pa vem vse. Ne, tudi do zadnjega dneva in tudi, če lahko se tako izrazim, jaz imam tega piflarja vse pa, ne. In zadnji smo bili na morju in hčerka se je tako zelo lepo zaigrala. Jaz sem pa nekaj brala, ker ta pač kupček se veča, nikoli ni manjši. In sedim tako z nogami in gor rečem, koliko se imamo mi lepo. In sem gotovila, da mene to res nahrana. Mene pač te informacije, ta povezovanja me zelo veseli. Tako da trenutno sem v takem procesu, ki je dela res ogromno, da je treba si vzeti čas tudi za učenje in raziskovanje v miru. Pa je bil pa nek dogodek prav, ki se ti je zgodil v življenju, da si začela drugače razmišljati o vzrokih boleznih, ali je to pač nekako? Raven to za mojo avo, ki je imela atopijski dermatitis, recimo potem, jaz takrat še kar nisem bioresonanco verjela, kljub temu, da mi nismo izločali teh živil, ki naj bi jih izločali, glede na bioresonančno testiranje, pa je bilo ono vse bistveno boljše. Pa sem pa odpirala PubMed, pa študije in v bistvu vidiš čisto otipljivo,
katera pomanjkanje bakterijskih sevov imajo otroci, oziroma odrasli, tudi ki imajo atopijski dermatitis, česa imajo v presežku, in pa sem začela določene stvari nadomeščati, določene dodajati in glede prehrane in glede specifičnih prehranskih dodatkov. Tako da zagotovo moj otrok, se pač preko otrok marsikaj se naučimo. Tukaj se je začelo. S katerimi težavami potem najpogosteje ljudje pridejo do tebe, pa mogoče nam malo poveš, kako izgledajo neke obravnave pri tebi, kaj vse v bistvu počnete? Nekako ugotavljam, da imam največ fibromialgije, izgorelosti, težav s črevesjem, zagotovo, anksioznost, pa težave s kožo. To so nekako najpogostejše. Kako to poteka? Jaz v bistvu prvo, ljudje vedno vprašajo, kje ne začnem, pa jim vedno povem, vse me zanima. Sploh zato, ker v bistvu je zelo zanimivo, s čim bodo začeli ponovadi. Tudi povejo, jaz bi rekla, da 1/3 ljudi kar malo ve, kdaj so se težave začele oziroma zaradi česar. Mi je zelo pomemben ta del, kaj oni povejo. Tam že največ izluščam. Pol opravimo ta prvi pregled, ki je sestavljen pač iz večjih delov, včasih se pravi ta prvi sken, potem jih dam tudi na bioresonanco, če želijo ali pa nekaj, v bistvu zelo tak alternativen pristop, če kar delaš s tenzorjem. Če ste že tukaj, to je metoda, s katero sem začela, še zdaj mi je blizu, da si na določene stvari še odgovorim. Medicinsko termografijo in pa v bistvu pač naše jedro bazira na testiranju strani funkcionalne medicine, se pravi urin ali pa dried blood spot, se pravi suha kri, ki se pošlje potem ven na nadaljne preiskave. Naprimer pri fibromialgiji, depresiji, anksioznosti zelo veliko delamo organic acid test, se pravi takrat pošljemo urin na preiskave, kjer dobimo v bistvu celo njihovo biokemijo. Dobimo, kako delajo nevrotransmiterje, od metabolitov dopamina, serotonina, potem se pogledajo recimo, koliko je klostridijev, izločkov klostridijev v urinu, glivic, kandida in tako naprej. Potem dobimo markerje razstrupljanja, se pravi od glutationa, Q10, določenih vitaminov B kompleksa. Tako da ta organic acid test je meni zelo blizu, potem pri hormonih delamo Dutch test, se pravi suh urin, dried urine testing, ker tam dobimo v bistvu, ne dobimo samo vrednosti progesterona pa estrogena, ampak dobimo vse njihove metabolite. Se pravi, estrogen ni samo estrogen, ampak imamo 3 estrogene, v rodni dobi delamo največ E2, pa imamo še E1, pa E3, ampak njihovi metaboliti so pomembni. Se pravi, da vidiš, koliko ima recimo 2-hidroksi E2, pa 4-hidroksi E2, ker eden od njih je recimo zelo protektiven, pa zelo pomemben za reproduktivno zdravje, eden od njih pa zelo te vrže v rang vnetij in potencialno raka. Potem pa pač moja naloga, da pogledam, kje bi se to telo dalo podpreti, širšega zornega kota. Včasih imajo problem z metilacijo, se pravi z enim biokemičnim procesom v telesu. Ta tip ljudi tudi ne tolerira dobro vitaminov B kompleksa, če niso v metilni obliki in tako naprej. Tako da v osnovi začnemo z anamnezo, ampak potem prvi naslednji korak je, da naredimo functional medicine testing. In je to zelo normalno, pri nas je pa problem, da je to še kar stvar, ki je draga, tako da včasih se izognemo, če že vemo v bistvu, jaz jim pač iskreno povem, da mislim, da vem, kje je razlog, če pa želimo zelo otipljivo pa pokazati s prstom na neki, pa svetujem to testiranje. Okay. In potem glede na to svetujem terapije. Zelo zanimivo, pa bova šle še malo kasneje še malo na te teme, ki jih v tvoji praksi opažaš. Zdaj bi pa mogoče nadaljevala še z temo, zaradi katere sem te danes povabila. Zdaj, mi imamo na Sensi en projekt Odloži balast, kjer ljudem dajemo neke praktične nasvete, kako živeti bolj lahkotne. Zdaj v pomladi smo se bolj ukvarjali s tem, kako svoje okolje očistiti, stanovanje in tako naprej, ta balast. Zdaj pa nekako čas tudi, da še kaj povemo o telesu, telesnem balastu. Tle pridemo pol do razstrupljanja, do detoksa telesa. Te besede so kar pogoste danes, pa me zanima, kako ti gledaš na to. Je to neka modna muha, razstrupljanje, ali je to nekaj, kar je nuja v tem sodobnem času?
Mogla bi biti še večja modna muha, ne? Če mene vprašaš, ampak sploh ne vemo, kako bi se tega lotili. Problem je, če nas pogledaš, mi v bistvu živimo v taki dobi, kjer je telo izjemno premenjeno s toksini, hkrati pa živimo tak tempo, kjer se telo sploh ne more razstrupljati. V grobem, če zelo karikiram, telo uravnava dva živčna sistema. Simpatik in parasimpatik. In simpatik, kar se sliši simpatično, je pač ta simpatičen overdrive, pomeni, da skozi hitimo, bežimo. In vedno rečem ljudem, da predstavljate si vi, to je občutek, da ti skozi bežiš pred levom. Ker ti bežiš pred levom, ni fokus na razstrupljanju. Takrat je pač preživetven mehanizem. In parasimpatik je pa ta bolj nezaveden del, prebava, presnova, razstrupljanje, dnevno nezavedno razstrupljanje, ki bi se moglo dogajati, pa sinteza reproduktivnih hormonov, se ta poteka absolutno tudi v simpatiku, ampak če smo dlje časa v tem simpatičnem overdriveu, ko bo telo moglo zbirati, v kaj bo usmeril pač v preživetvene hormone. Tako da en problem imamo tukaj. Zdaj, zelo taka najbolj enostavna vaja, da se začneš razstrupljati, je, da ti mečkan prelisičeš telo, da gre simpatik v parasimpatik. In to v bistvu zelo poceni orodje, kar so dihalne vaje. Mi ljudje sploh ne dihamo. V bistvu tudi samo, odkar sem se usedla k tebi na stol, nisem enkrat oddihala s trebuhom. Kar je pa, tako bi v bistvu ljudje mogli dihati. Okolje je polno toksinov. Kamorkoli, če se usedeš v taksi, pa diši po dišavah, pa greš v neko drogerijo ali pa v trgovino, pač se zastrupljaš. Voda sama po sebi, ker smo lahko srečni, da imamo pitno vodo, se marsikaj najde noter. To, če je neka dovoljena meja, še ne pomeni, da je, če nismo nad dovoljeno, še ne pomeni, da je ostala voda recimo dobra. Kozmetika, ki jo damo nase, parfumi zaradi ftalatov, živa katastrofa. Parfumi so res za posebne priložnosti. In podobno je potem z našimi otroci. Da ne omenjam hrana, ki jo pač jemo, jagode pozimi, mango pozimi. Meni se zdi zelo dober primer ta, če pogledamo, kako so včasih živeli, pač so se zbujali bistveno prej, so delali zunaj na soncu, so bili izpostavljeni sončni svetlobi, a ne umetnim lučem. Pridelovali so sami zemljo, stik so imeli z naravo, jedli so sezonsko hrano, pozimi je bila ta hrana fermentirana, kislo zelje in tako naprej. Mi pa hodimo pozno spat, preden gremo spat, gledamo televizijo, partner, s katerim smo, pač v bistvu vsi hitimo konstantno, na koncu se zvečer dobimo na kavču, si pošiljamo slike otrok, to je to. Nobenih kvalitetnih pogovorov. Večinoma ljudje, če niso zadovoljni v službi, je ne bojo menjali, se pravi, pa tam si večino svojega budnega dne, tako da živimo v obdobju konstantnega hitenja in lovljenja nečesa, zato da pač pridemo čez dan v okolju, kjer je toksinov polno in telo se pa ne uspe razstrupljati. Kateri so pol ti neki najpogostejši znaki, da telo potrebuje razbremenitev, čiščenje? Dobro vprašanje. Se pravi, recimo težave s kožo, potem brain fog oziroma težave s koncentracijo, s spominom, potem blato, če pogledamo, če so zelo prijemne školjke, če plava na vodi, potem PMS, izrazit PMS tudi kaže na potrebo po razstrupljanju, boleče menstruacije, tako naprej. Se pravi, telo ima sposobnost, da se čisti samo, ampak zdaj v teh časih ga moramo nekako podpreti pri tem. Katere metode razstrupljanja pa ti recimo podpiraš? Če lahko bi začela klejane, kaj si rekla, telo se lahko razstruplja, telo rabi dovolj antioksidantov, da se razstruplja, telo rabi čas, da se razstruplja, se pravi, da greš v parasimpatik, rabi dovolj žveplovih spojin, ki jih najdemo recimo v brokoliju, cetači, poru in tako naprej, se pravi, že sama prehrana je zelo pomembna, žveplove spojine, potem glutation, ki je eden od velikih antioksidantov, potem bi rabili tudi pač uživati grenke stvari oziroma grenčice, ki stimulirajo izločanje žolča, pač
še tukaj podpremo izločanje. Zdaj, glede metod, absolutno sem za, mislim, tudi vem, zakaj sem, ampak je kolobarjenje smiselno. Zdaj, če ti 1 leto jemlješ samo neko glino, v redu, ampak je fajn, da mečkam zamenjaš. Mogoče, a ne, recimo zelene alge so smiselne 30 minut pred obrokom, a ne, potem recimo, glina, grenčica, jaz sem zelo ljubitelj grenčic, recimo pelin, regrat in tako naprej. Zdaj na kakšen način? Kot prvo je smiselno res poskrbeti, da imamo prehrano kvalitetno, ne tiska sem imela prej žveplovimi spojinami in tako naprej. Potem pa da vsake toliko, da če že ljudje recimo vidim zelo veliko jemlja pegasti badelj. Pegasti badelj v redu, ampak je smiselno, da ga čez 2-3 mesece zamenjaš za nekaj drugega, ker tudi pegasti badelj zaseda določene presnovne encime na nivoju jeter, pa ga zamenjaš za nekaj drugega. Se pravi, pegasti badelj, potem greš lahko recimo na regrat in tako naprej. Absolutno priporočam večini ljudi, ne za vsako ceno, fasting, se pravi, da recimo si vzameš ali en dan na teden, ko se postiš, ali pa da v bistvu imaš intermittent fasting, se pravi, ješ 8 ur v dnevu, pa ostalih 16 ur ne, s tem v bistvu telo nekako prisiliš, da gre v avtofagijo oziroma da določene odpadne snovi lažje odplavi. Če pa pogledava črevesje, je pa ni najbolj enostavna rešitev, da vzamemo pa samo probiotike. Ker ko ljudje v bistvu vzamemo probiotike, kaj se zgodi? Te izločki probiotičnih kultur gredo potem v črevesno celico, ven se pa izločijo odpadne snovi, večinoma so to beljakovine. In potem ljudje opažajo, da imajo bistveno več vetrov, da vetrovi zelo smrdijo, se tega ustrašijo, nihajo jemati. Takrat lahko recimo dodamo prebavne encime, da ta proces lažje podpremo, pa vztrajamo na probiotikih. To je ena stvar. Šele boljše pa, če se mi lotimo tega tako, da najprej gremo na raztapljanje črevesnega biofilma, ker v bistvu, da najprej se pravi raztopimo črevesni biofilm, potem čistimo za temi mikrobi, se pravi za vsemi presnovki, ki se izločijo, pa potem na novo poselimo črevesno floro. Sicer se zgodi, da jemljamo probiotike, stanje se mogoče malenkost boljša, ampak v bistvu ne do te mere, kot če bi se lotili v teh 3 korakih. Zdaj, raztapljanje črevesnega biofilma lahko podpremo z laktoferinom, lahko z jabolčnim kisom, se pravi, ali pa lahko jabolčnemu kisu dodamo recimo še sok aloe vere. V drugi fazi, ko želimo mi poloviti te odpadne presnovke pa toksine, se dodaja recimo zeolit, lahko zelene alge, take stvari, ki te stvari dobro vežejo, pa prebiotiki. V tretji fazi, ko pa želimo na novo poseliti črevesno sluznico, pa podpreti črevesno floro, se pa dodajajo pre- in probiotiki, pa recimo glutamin oziroma pa dodaja se fermentirana hrana. Se pravi, v bistvu sčistiti, vezati toksine, pa na novo poseliti. Drugače vidiš ljudi, ki pravijo, jemala sem tele probiotike, bila sem boljša, ko sem nehala, imam pa spet težave. Zato, namen probiotikov ni, da so tranzientni, da jih poješ, pa pokakaš, oziroma da ko jih poješ, si boljš, ko pa ukineš, pa nisi več v redu. Namen probiotikov je poseliti črevesno floro. Pa tudi vnos fermentirane hrane, tukaj nam zelo šepa. Tudi ta je pomembna, zelo pomembna. Ko si omenjala pelin pa regrat, nisem čisto razumela, na kak način ga konzumiramo, to kot čaj ali kot... Tinktura ali pa čaj. Tinkture se dobijo, zelo enostavna rešitev. Potem tudi recimo ozonirana olja obstajajo, tudi poleg recimo kisa pa laktoferina za raztapljanje biofilma. Kar se pa tinktur tiče, recimo za stimuliranje žolča, je pa najboljša tinktura in se jo jemlje recimo 30 minut pred obrokom, kar ko pa pojemo hrano, so pa tinkture glih na pravem odseku tankega črevesja, ko se v tanko črevo ob obroku izlije žolč. Lahko še iz žolča počrpamo vso. Kaj pa jabolčni kis? Ja, to pride pa v prvi fazi, se pa jemlje na tešče. Zjutraj. Na tešče recimo se ga zmeša z sokom aloe vere. Okay. Ja. Pa prideva pa še do prehranskih dodatkov. Kako je s tem? Tle tudi zdaj toliko informacij. Ja.
jih imati, jih ne imati, Ja. kdaj jih imati, katere imati, kako vedeti, kaj se moraš verjetno nekako testirati, ali kako eni, kar Ja, včasih na pameti jemljemo neki, ne, kako Ja. se nam zdi to. Zelo dobro vprašanje, a ne? Ker recimo mogoče naši starši se res križajo, ko bi videli, koliko prehranskih dodatkov imamo. Oni so res bili bistveno bolj drugačni. Se pravi, magnezija zagotovo niso rabili. Tudi zemlja, iz katere so pridobivali hrano, je recimo počivala, se je obnovila in tako naprej. Ja, tako da jih jemljemo preveč, no, tukaj bi začela, pa v bistvu včasih res ne vemo, katere. Včasih ljudje jemljajo selin, pa cink, pa B12 eno celo leto. Vmes pa recimo mi si po določenih mesecih zagotovo že zapolnimo zaloge, sploh če imamo raznoliko prehrano. Največji problem so recimo magnezij, ampak tudi tukaj pri magneziju je ogromno zavajanja. Mogoče piše na izdelku, koliko magnezija, ampak nekaj od tega je lahko glicinat ali pa citrat. Elementaren magnezij, ki ga potrebujemo recimo 400 mg, ni noter toliko magnezija, ampak vse skupaj je 400 mg. Magnezij je eden od smiselnih dodatkov. Omega-3 prav tako, ampak omega-3, tukaj je treba res paziti, omega-3 so lahko izjemno umazan dodatek, glede na njegovo pridobivanje. Tukaj je zelo pomembno, da dobimo ekološko čisto obliko. Zagotovo, sicer se v bistvu polnimo s težkimi kovinami. V praksi mogoče enkrat na leto, enkrat na 2 leti, odvisno glede na težave, je smiselno razmisliti o organskem siliciju, pa mogoče o jodu. Ampak jod je zelo delikatna tema, je pač smiselno z nekom najprej govoriti, da si ne naredi škode. Potem vsake toliko zagotovo kura s probiotiki, ne tako, da jih kupaš, pa jih imaš, ampak da jih potem dejansko 30 do 60 dni jemlješ. Ja, in ne to v bistvu neko slepo nadomeščanje nekih mineralov, s katerimi si naredimo zalogo po 2-3 mesecih, najkasneje. Ampak velikokrat ljudem rečem, vi lahko vzamete vse prehranske dodatke, ampak če ne boste začeli dihati ali pa ne vem, si šli v to smer, da si uredite odnose ali pa greste iz nekega toksičnega okolja, je vsak prehranski dodatek je mogoče neka podpora, ampak je mašilo. Tudi prehranski dodatki, velikokrat je večina tiste kapsule so drsila, polnila in barvila. Se lahko delamo v bistvu veliko škodo, ker smo toksinov že tako res polni. Se pravi, ne vem, če greš po prehranske dodatke v supermarket, je to ok, a moraš bolj, ne vem, na kakšnih se nova zdaj delali reklame. Ja, z tega se jaz res tako. Ja. Način, ker ne veš, ne, a je to lekarno, a je to, kjer je zdaj v redu, ne, kako se moraš le pol pozanimati glede. Ja, treba je brati embalaže. Pri določenih stvarih absolutno lahko prišparaš in jih lahko kupaš v supermarketu, pri določenih ne, recimo pri omegah jaz nikakor ne bi vzela neekoloških, prav tako recimo jaz sem zelo velik ljubitelj adaptogenih gob in adaptogenih zelišč. V tem primeru za recimo medicinske gobe, reishi, lion's mane, tam dam absolutno več denarja, zato ker gobe same po sebi izjemno pijejo toksine iz okolja, tako da morajo biti ali ekološko pridelane ali pa vsaj na ekološkem substratu. Ker včasih se zgodi, se pravi, ali niso sploh ekološke, ali jim pa zato, da je cenejši produkt, dodajo beta-glukane iz žit, ne iz gob, ampak beta-glukani iz žit nimajo v bistvu tako pomembne funkcije na telo, kot beta-glukani iz gob. Podobna zgodba je z liposomskimi dodatki. Liposomski dodatek je ponavadi pakiran v vrečki, v steklenici in v prahu ne, ker v bistvu kot preš steklenico se liposom razbije. Tako da tukaj je kar nekaj zavajanj na trgu, zato ker smo ljudje, ko smo krhki, utrujeni in bi želeli pač podpreti svoje zdravje, bomo kupili praktično vse. Ja, pa nimamo časa, da se bomo zdaj ful študirali vsak vitamin posebej. Tako, ja. Kaj pa vitamin D, je to nekaj, kar bi pa res mogel vsak, vsaj v zimskem času imati? Ja. Zdaj, pa ljudje reče recimo v 2000 enot, da bi jaz jemala. Ja, vaše telo poleti na soncu ne dela 2000 enot, jih dela med 10 do 20 tisoč enot, mogoče še več. Če smo izpostavljeni soncu med 11 pa 2 ali pa rečeva med 10 pa 3 uro, ampak da je celotno telo izpostavljeno, ampak imamo takrat ponavadi faktor gor.
Tako da telo je zmožno delati več, bistveno več v poletnem času, po zimi pa potrebujemo vitamin D. Se pravi to, kar nas tudi opozarjajo polet, ne na sonce, sončne kreme, ampak rabimo sonce do neke mere. Rabimo sonce do neke mere, zagotovo, ja. Se pravi, kaj bi jim recimo, zdaj smo pred poletjem priporočala, kaj potem bolj v dopoldanskem, pol kasneje. Zdaj lahko se zamiram dermatologom ali pa komurkoli drugemu, ampak jaz ti lahko povem, kaj sama delam. Jaz si pač zaščitam z naravnimi kremami, ker te umetne kreme imajo pa res izjemno veliko kemikalij, sončne kreme. Obraz, vrat pa roke. Ostalo imam izpostavljeno, razen če smo res zelo veliko na soncu, se bom več namazala. Ja. Ko smo o vitaminu D govorili, me samo zanima, je res, da je lahko nespečnost, če preveč vitamina D poješ? Smo imeli včeraj eno debato. So ljudje, ki to opisujejo, ja, v praksi, lahko je nespečnost. Mislim, z nobeno od stvari ni smiselno predozirati. Jaz sem tudi videla že ljudi, ki so prišli k meni za stekleničko pač tehle kapsul, in vsaka kapsula ne bi imela, mislim, da 30,000 enot vitamina D. Močno dvomim, to bi bilo res treba potestirati, ampak problem je, da potem pa recimo začnejo izgubljati kalcij v urinu in tako naprej. Z nobeno stvarjo ni smiselno pretiravati, stvari se da zmeriti, pač je smiselno, da te nekdo pogleda, ki veš, čem se ukvarja in ti potem ustrezno glede na to svetuje. Ti quick fixi ne obstajajo in imajo ceno na našem telesu. Se pravi, magnezij bi ti to redno, da jemljemo? Magnezij je elektrolit, se pravi, ga polulamo. Dnevno in si z njem ne naredimo zaloge. Pa tudi ljudje ogromno ene kave spijo, se pravi diuretikov, zaradi katerih še več lulamo. Magnezij pretežno redno, omega 3, ukolikor pač ne uspemo s prehrano, kar je zelo pogosto v resnici. Nismo skozi pridni s prehrano. Omega 3, poleg magnezija tudi, vitamin D po zimi, ostalo pa priložnostno, recimo enkrat na leto, da se naredi kura z organskim silicijem, potem mogoče z minerali, kot so selen, cink, potem elementi v sladovih, mangan, molibden. Teh tudi ljudi pogosto primanjkuje, ker vidimo, ker pošiljamo v tujino preiskave in zelo pogosto imajo ljudje pomanjkanje teh elementov v sladovih, kot so recimo mangan in molibden. Ampak se pravi, z minerali se da narediti zalogo, jih ne rabimo konstantno imati. Kaj kura, kakšen mesec, 2? Ponad pri mineralih kar 90 dni. Ja. Ok, se pravi, to je zdaj en del razstrupljanja. Mogoče tle, a bi kaj upozorila pa na mogoče neko pretiravanje oziroma kaj so mogoče neke pasti razstrupljanja, zdaj tle lahko gremo tudi že malo kakšno ortoreksijo, se pravi ta obsedenost potem s čisto hrano, z tudi čiščenjem nenazadnje, ko si pa skozi ti pozoren in si spet v nekem krču, pa to ne smem. Ja, tukaj pride tudi že mečkam potem psiha v igro, ta kontrola nad stvarmi v življenju, nad katerimi imamo lahko kontrol, ker marsikaj ne moramo kontrolirati, kakorkoli je to zelo, zelo težko za vse nas sprejeti. Lahko si z vsemi temi drastičnimi ukrepi absolutno naredimo škodo ali pa mogoče sploh ne vemo, kaj delamo. Ja. Omenila si tudi že prej malo, da ne glede na to, kaj jemlješ, lahko se ti ne vem kako razstrupljaš, ne vem kako bio super hrano, ampak kar si tudi sama rekla, si pa lahko 24 ur na dan v nekem obremenjujočem, toksičnem, zlorabljajočem odnosu, ki te dobesedno izčrpava. Ja. In v tem kontekstu potem, kaj ti pomaga, da jemlješ lahko najboljše dodatke na svetu. Ja, mogoče kakšno stvar mečkam odložiš pa zamakneš, kar se tiče zdravja, ampak res počutje ostaja isto. In jaz vem, ker se sama nisem najdla v klasičnem sistemu, vem, koliko lahko to vpliva na tvojo psiho, če v bistvu okolica ti govori, zakaj ne tega, to je toliko bolj varno, ugledno, zakaj ne greš po tej poti, ti si pa recimo totalno nesrečen in sploh ne razumeš točno zakaj. Tudi služba je zelo pomembna, odnosi, absolutno psiha je v bistvu lahko toliko močno orožje, ki deluje pač ali za nas, ampak večinoma bolj kontra.
nam, tako da, mislim, recimo čist primer iz prakse, imela sem eno gospo, ki je prišla k meni zaradi fibromialgije in izgorelosti, potem absolutno ne, jaz vedno vprašam po črevesju, kako spijo, koliko spijo, kakšni so odnosi, libido in tako naprej. In pri libidu se vsem očki odprejo. Prav libida ni, v redu, pa naslednjič, ki je prišla do nas, pa dajte reči mojemu možu, da ne moram shujšati. Kje bo ta gospa imela libido, ne? Čak, nisem. Ja, če lahko njenemu možu, ki bo pač tudi prišel, sam pač povem, da ona ne more shujšati. A ne? Tako da tudi odnosi, ki jih imamo, pač so zelo pomembni. Ne. Ja, ampak je super, da tudi daješ temu pomen, pa da tudi to opaziš, ne, da ni potem absolutno samo to, kaj se dogaja, ne vem, v telesu, da je to tudi ne odzivne. Ljudi, če jih poslušaš, ti imaš zelo malo potem detektivskega dela, ti zelo veliko povejo. Se pravi, daješ veliki pomen čustvom, nekim nepredelanim bolečinam, frustracijam, vse to, kar nosimo v sebi. Ja, mislim, meni to zelo veliko pove, seveda velikrat jih potem odstran od sebe usmeram kam drugam, določene pridejo na medicinsko hipnozo, to absolutno rada delam, ker vidim na urniku, da pravim, yes. Ampak velik poudarek dam temu, ja. Pač zaradi tega so pa ljudje tudi boljši. Če ne jim pa daš kaj prehranske dodatke, pa terapijo, oni ne bojo bistveno boljši. Mogoče sploh ne bodo boljši. Kdo pa po tvojem pogosteje zboli? Tist, ki bolj nekontrolirano eksplodira na ven, ali tist, ki tlači, pa je tiho, pa je... Ja, mislim, jaz sem prepričana, da tisti, ki tlačijo, se pravi, bomo videli pa 20 let od zdaj, ko bom imela veliko kilometrine za sabo, sem prepričana, da se mi bo to potrdilo. To tudi pač tuji avtorji opisujejo, ki že dolgo delajo z ljudmi, tako da je pomembno, da stvari izrazimo. Mislim, lažje, ne? Tudi veliko bolj zdravo, če zaradi tega nismo prav priljubljeni. A si to ti enkrat rekla, sem nekje zasledila, da ljudje, ki nikoli ne zbolijo, pa lahko na koncu življenja potem kakšne avtoimune bolezni udarijo glih. Ja, ne vem, če glih na koncu življenja, ampak sej kasneje, telo lahko toliko časa potlačuje, ampak to so zdaj že mogoče mečkam bolj eterične stvari, ampak do neke mere absolutno verjamem, da če delaš toliko časa proti tebi, bo tudi telo odreagiralo in začel delovati proti tebi. Absolutno pa ni nujno tako, ker ljudje imajo včasih res dejansko samo bolezen, ni vedno povezan s psiho, ampak res je pomembno, da telo slišiš, ko rataš utrujen, ko se stvari spremenijo, ko začneš imeti kar naenkrat boleče menstruacije, ko začneš dobivati glavobole, da ne zanemaraš tega, ne. No, to bi se navezala pri teh boleznih, da telo poslušaš, preden se razvije bolezen, ne. Ja, ampak to telo poslušati je zelo težko, ker mislim, to je... Ker sploh nismo povezani s telesom, ker smo vezani na to, kdaj ostanemo, da otroke zrihtamo, peljemo v službo in tako naprej. In potem, da v bistvu konstantno hitimo iz nekih, na neke nepomembne opravke. No, tako. Tako da to je sigurno nekaj, kar se moraš res naučiti, pa veliko časa se mi zdi in truda vložiti v to, da slišiš sploh telo, ne. To, ali pa če mogoče pač sam rečeš, da vsaka sprememba v telesu jo treba pač opaziti, vsi ljudje opazijo. Sam nočeš, Pač vzameš mogoče eno tableto, 2-krat, 3-krat, pa že mogoče smiselno mečkano raziskati, kaj se je spremenila, ne. Pa spodbujaš svoje stranke, pač da poslušajo sebe, kaj pa recimo, če jim ti predlagaš nekaj, potem pa on ugotovi, da mogoče to njemu ne ustreza. Je to super. To je v redu. Sploh, če je našel pa nekaj, kar mu ustreza. Na koncu je zelo pomembno, da so pač ljudje boljši. Ja. Se pravi, kjer je neke preproste vsakdanje korake bi potem priporočala nekomu, ki si želi podpreti naravno čiščenje telesa, če se zdaj vrnem nazaj na prvotno temo. Gibanje, savnanje. Savnanje, Pa za vse ljudi? Ja, skoraj vse. Gibanje, savnanje, recimo uživanje tinktur, recimo regrata, pelina, 30 minut pred obroki, potem, da se recimo naredi en teden, ko imajo recimo aktiven teden, ne vem, vsaj enkrat v letu, to je res minimum, ko si recimo pred obrokom delajo mešanco jabolčnega kisa, recimo soka aloe vere, po možnosti še soka limone, če nimajo ravno histaminske intolerance, da pijejo to recimo pred obrokom, potem, da
V drugi fazi se pač jemlje po obroku, ali zeolit, alge, spravi nekaj, kar bo vezalo toksine. Po obroku si rekla? Ja. Ja. A ne? To je pač druga faza, pa potem večkrat kasneje še recimo glutamin, fermentirana hrana in pa probiotiki. A priori, zato ker če želiš vezati toksine, potem odpadne presnovke, jemlješ jih, jemlješ v tem primeru alge po obroku. Če pa recimo jaz, kadar naredim kuro z algami 2-krat na leto, jih pa vedno jemljem 30 minut pred obrokom, 3 do 5 kapsul, 3-krat dnevno. Jaz sem ful veliko zjutraj jedla alge. Ja, sem tešče. Sem prav zgrešiti, res ne moreš, ni namen alg samo neka alkalizacija pa vezava toksinov, ampak imajo tudi veliko sepa. Pa zeolit tudi vem, da se zjutraj... Tudi, ja. Ampak če želiš ti, če delaš s tem, se pravi, če midva raztaplava črevesni biofilm, potem želiva to, kar je raztopljen, te toksini, ko so noter, še vezati. Zato ni nujno, da v tem primeru samo zjutraj jemljaš. Temu se reče neka aktivna faza, tisti en teden, da delaš tako te 3 korake. Kaj pa, a je veliko težav s ščitnico danes? Se mi zdi, da to pogosto slišim. Zelo veliko. Zdaj ščitnica je tudi v bistvu eden od organov, ki mora dohajati naš tempo, tako za nadledvičnico. Absolutno, da se razume, cel ta pogovor, obstajajo ljudje, ki dejansko organsko zbolijo, ampak veliko je na psihi, pa veliko je na opozorilnih simptomih, ki jih ne slišimo. Se pravi, tempo življenja, specifična pomanjkanja, pogosto, ko testiramo, najdemo pri ljudeh, ki ima težave s ščitnico, obremenitev z Epstein-Barr virusom. Epstein-Barr virus spada med herpes viruse, sam po sebi, kar pomeni, da ga imamo v telesu in se lahko ponovno reaktivira. Pa ščitnica, če bi vprašal nekoga, ki se ukvarja z bolj eteričnimi stvarmi, komunikacija in tako naprej. Izražanje, ja. Pa izgorelost in fibromialgija ogromno. Pa otrok s dermatitisom. Glih to sem se hotela te še vprašati. Ja, smo že parkrat tudi pri tebi, pa sem vedno videla otroke. Aj veliko otrok, kakšne težave imajo? Jaz imam ogromno otrok, ampak tudi zelo rada z njimi delam, tudi če je kaos in so glasni. Izjemno rada imam otroke. Otročki, zdaj dermatitisa je ogromen, prehranskih intoleranc, ki mogoče izzovejo. Atopijski dermatitis, čeprav pri dermatitisu recimo je zelo pomembna črevesna flora, ali pa če imajo poselitev flore z eno od glivic, pa recimo presežek klostridijev, pomanjkanje bifidov pa laktobacilov, koža in črevesje in koža in črevesje in možgani so izjemno povezani, neizpodbitno. Tako da se vedno začnem na črevesju. Kaj pa bi svetovala recimo staršem, tudi sama si mamica, imaš kakšen nasvet v tem svetu, kako se znajdeti? Ja, zdaj kako se v tem, jaz bi rekla, da je pri otrocih tudi zelo pomembno okolje, nekje gibanje. Mislim, na srečo v Sloveniji imamo hribe in parke, smo lahko presrečni, ampak v bistvu svet ratuje ravni pločniki, ravne igralnice, se pravi gibanje, ekrani, otroci nas pač spremljajo. Otrok v bistvu pogosto vidi zadnji del tvojega telefona. Ekrani so, v bistvu mogoče oni celo dojemajo, da je nam to zabavno, včasih naredimo še kaj za službo, ampak v bistvu smo tudi mi konstantno vpeti in oni so navajeni, da imajo tudi oni skozi nek stimulus. Jaz sem enkrat naredila poskus, da sem prišla domov in sem se usedla na kavč in nič nisem počela, niti telefona nisem imela v roki. Hčerka se je usedla zraven, čez nekaj časa se je pač lepo sama zaigrala. Prej pa ona konstantno gledala mamo, ki ko pride domov, začne pospravljati, kaj zaprati, kaj zaskuhati, v bistvu, da si ti skozi v pogonu. In tak otrok te tudi skozi vpraša, mami, kaj bomo pa zdaj? Kam bomo danes še šli? Se pravi, ta konstanten stimulus, potreba potem, da nekaj nujno počnemo. Tukaj potem tudi ni prostora za nobeno kreativnost. Prosta igra in pa okolje. Izjemno pomembno je, katera čistila uporabljamo doma. Da recimo stroj, boh ne daj, da ga zapreš, stroj, v katerem operamo oblačila, mora ostati odprt. Plesni ne želimo. Spravi plesen ali v kopalnici ali v strojih. Izjemno škodljivo za naše zdravje.
čistila, absolutno naravna, kozmetika, čim bolj naravna in otroci, sploh pa majhni otroci, ne rabijo vsak dan mila za tuširanje. Tako da bi rekla, da je vse preveč agresivno, da je že tako toksinov polno v okolju, potem jih pa samo še dodajemo na telo in recimo razne dišave v domu. Kaj pa elektrosmog, pa sevanje, pa Wi-Fi? Pa... Ja, zdaj je elektrosmog, to je taka velika debata, ki naj ne bi bilo zares dokazano, da škoduje. Mislim, to skozi njiha, potem, da škoduje, pa ne škoduje, sem prepričana, da škoduje. Sploh pa Bluetooth in Bluetooth recimo v avtu. Pa recimo izklapljanje Wi-Fi po noč. Res je, če živiš v bloku, ga imajo še vedno sosedje, ampak zakaj bi ga potreboval še sam pri sebi, potem tudi kalcijeve kanalčke v telesu in tako naprej. Tako da izklapljanje Wi-Fi-ja, telefon na airplane mode oziroma na letalski način, se pravi, da je čim manj stimulusov še po noči. Obstaja nekaj, kar pri tebi doma recimo ne bomo nikoli najdela, je to neki izdelek, je to neka hrana? Ne vem. Če lahko mečkam preusmeram, mislim, čokolado boste našli. Zihar, ne? To vem. Ljudje mislijo, da pol tisti, ki se ukvarjamo z zdravjem, da smo res obsedeni, ali sektaški. Ne. In pač jaz sem prepričana, da rabiš imeti neko ravnovesje. Je pa res, da me velikokrat najdeš pred omaro in pogledam in pravim, mi čist nič nimamo, kar bi jaz zdajle pojedla, da bi se pocrkljala. Absolutno pač se najde, kdaj je to kaj takega. Ne bo se zagotovo našel nobenih agresivnih čistil, kemikalij pa zagotovo ne dišav. Zagotovo ne dišav, mogoče kdaj kakšna eterična olja. Pa recimo, mikroplastika. Nikoli ne bom dala vroče juhe v plastičen tupperware. Deklice dobivajo danes prej menstruacijo, leto do leto pa pol prej, fantje grejo pa kasneje v puberteto. Tako da mikroplastika, vroča plastika zagotovo ne. Zdaj se tako spomnila, ker sva imela neke štrukle, ki so v plastiki in jih moraš kao v plastiki skuhati. Ja. Jaz tega ne bom jedla. No. Ker pač, pa se je zihar taka plastika, ki pač ne spušča nič. Ja. Okay. No tako, to ja. Gibanje si tudi že omenila, ne? Tudi moramo poudariti, da lahko, če ti doma samo ješ zdravo hrano, se moraš tudi malo premikati, pa iti na zrak. Ja, pa lahko ješ zdravo hrano, ampak je tudi porcija pomembna, ne? Če bi gledal težo. Imaš ljudi, ki ne morejo shujšati, ampak se porcija pa še trikrat prevelika. Pa tudi, recimo, če bi pogledala hujšanje, če ti telesa če si konstantno v stresu, tudi shujšano boš, ne glede na to, koliko se odrekaš hrani, pa koliko treniraš. Ta trebušček bo ostajal ali pa celo večji rato. Gibanje, ampak tisto gibanje, ki nam ustreza ali pa ki ga imamo vsaj približno radi. Zakaj bi jaz tekla, če ne maram teči in točno vem, da če bom planirala jutri, grem pa po službi teči, če sovražim tek, ne bom šla. In v bistvu bom še toliko bolj frustrirana, ker bom videla, da sem imela v planu, pa spet nisem šla. Ne rabimo delati tako, kot ostali. Pač najti en šport, ki ti ustreza. Včasih pride obdobje, ki recimo mogoče pa greš v fitness, kljub temu, da je sonce zunaj, ampak zato, ker veš, da mogoče se ne boš spravil na sonce, boš pa 4-5 šel v fitness, videl boš ostale ljudi, ki trenirajo, ki dobiš enkrat mečkan zagona, se boš tudi lažje recimo mogoče ven spravil. Mora biti tako, da se nam prilagodi na ta način, da dejansko lažje gremo. Ker tudi sama, ki sem bila kot rekreativka zelo pač športna, je prišlo eno obdobje, leto, 2 po porodu, ko sem se zelo težko spravila športati, pa mi je bilo to včasih zelo tuje, zakaj ne bi šel, kako nimaš potrebe po temu. Takrat v bistvu se moraš kar mečkan prisiliti, ne samo zaradi zdravja, pa metabolnega zdravja, ampak tudi psihično počutje. Miokini so presnovki, ki delujejo antidepresivno. Zelo pomembno, da se gibamo, pa da najdemo način, kako bomo dejansko to izvedeli, če že dolgo časa nismo. Zdaj se malo zaključujeva počasi, se približujeva koncu, ti imaš tudi že stranke, boš imela kmalu, ki te čakajo. Se pravi, če bi povzela ta pogovor, kaj neki drobni koraki, kaj bi še, s čim bi zaključila?
Ok, a s čim bi zaključila? Povej. Da se vprašaš, kaj delaš. Kaj dejansko delaš zdaj v življenju. Tako, kaj delaš s svojim telesom, kaj delaš s svojimi odnosi, kako si v bistvu do sebe in pa posledično do svojih otrok. Pa v bistvu, kam želiš iti. Pač cel ta proces. V bistvu, a ne. Si pa v bistvu ugotoviš, da ali se ne gibaš, ali ješ slabo. V bistvu, ja, pač kaj delaš, kdo si in kam bi želel iti. In v bistvu zdravje, da se zavedamo, da nas telo nas najprej opozarja, potem večinoma šele zboli. A ne. In da pač, če ljudje ne vejo, kje bi začeli, pač ne začnejo, pa ne grejo k nekomu, ki se s tem ukvarja, da jih v bistvu samo pač podpre iz ta pravega zornega kota. Ja, tudi neka podpora je pomembna. Včasih ne moramo sami. Ne? Absolutno, jaz vedno ljudem rečem, razumem, da ste izgubljeni med prehranskimi dodatki, ampak to je tako, kot da grem jaz v Big Bang, jaz bom kupila kjerkoli računalnik, ker absolutno nič ne vem o tem. Imaš še kakšno misel? Veliko, ampak mogoče do prihodnjič. Okay. Pa hvala ti, Simona. Mislim, da smo kar nekaj izvedeli v tej slabi uri. Jaz ti želim še veliko uspeha, veliko še te tvoje vedoželjnosti. Naj te vodi naprej in hvala. Še kdaj, po moje. Se še kdaj pomagati. Predvsem, še kaj ustvarimo. Hvala. Hvala.